Spoštovani obiskovalci, prisrčen pozdrav na svečanosti ob praznovanju 56. krajevnega praznika krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Danes imamo dva razloga za veselje. Prvega, ker smo lani zaradi epidemije krajevni praznik bili primorani izpustiti in smo veseli, da smo letos našli način, da ga izvedemo. In drugi, ker bomo letošnjo proslavo ob krajevnem prazniku združili s prav posebnim dogodkom, otvoritvijo naše prenovljene kulturne dvorane. Prenovljene dvorane, ki nam je v ponos, ki je nagrada za vse kulturne dogodke, koncerte, igre, vso kulturno udejstvovanje v preteklosti in spodbuda za kulturno ustvarjanje prihodnosti. Praznik je dan, posvečen pomembnemu dogodku ali spominu nanj. Naj bo v naslednjih dneh praznik nas vseh, pa čeprav v nekoliko okrnjeni obliki. Na današnji slovesnosti med nami posebej pozdravljam predsednika krajevne skupnosti Miklavž, Boštjana Kosanjča, župana občine Središče ob Dravi Jurija Borka, predsednika krajevne skupnosti Kok in ravnatelja osnovne šole Miklavž. Pozdrav vsem današnjim dobitnikom plaket in priznanj, vsem miklavžskim svetnikom in vsem ostalim vabljenim gostom. Navajeni smo, da se pri Miklavžu vedno nekaj dogaja. Čeprav nam je epidemija dodobra spremenila življenja in cilje, verjamem, da se je kljub temu v našem kraju veliko postorilo. K besedi vabim predsednika krajevne skupnosti Boštjana Kosanjča. Spoštovane krajanke, krajani krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, dragi gostje, svetniki krajevne skupnosti Miklavž, občinski svetniki občine Ormož, župan Središča ob Dravi Jurij Borko, predsednik krajevne skupnosti Kok in pa ravnatelj osnovne šole Miklavž. Spet je tu poletje, ko pri Miklavžu praznujemo 56. krajevni praznik. Praznik krajevne skupnosti je pravzaprav pregled upravljenega dela. Lansko leto je nedvomno eno od najbolj posebnih, odkar pomnijo tudi najstarejše sokrajanke in sokrajani. Javno življenje se je praktično ustavilo. Društva so bila pri svojem delovanju zaradi ukrepov ob zajezitvi koronavirusa zelo omejena. Kljub vsesplošnemu pomanjkanju društvenega dogajanja v krajevni skupnosti Miklavž, svet krajevne skupnosti ni počival. Sprejeli smo vrsto sklepov, ki so začrtali naše delo, kljub nenadni izgubi dveh svetnikov sveta krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, Branka Vogrinec iz Vzmetinec in Emila Trstenjaka iz Kajžarja, dolgoletnega predsednika krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, vas prosim tukaj prisotne, da se z minuto molka spomnimo na njih dva. Hvala za ves trud, ki ste ga dala za dobrobit krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Končali smo zelo zahtevno investicijo, ki smo jo začeli v začetku leta marca in končali proti koncu leta obnovo dvorane Miklavž, ki se trenutno nahajamo. Dolgoletna želja tega projekta se nam je uresničila in mislim, da smo prav gotovo naredili dvorano, ki se lahko pohvalimo kar daleč naokrog. Bilo je veliko sprememb od prejšnjega projekta, ki je bil zasnovan z dobrih 240.000 evrov. Sedajni projekt, ki ga je projektiral in naredil podjetje Doming iz Maribora, je občino Ormož stalo dobrih 458.000 evrov. Projekt
so delali trije izvajalci. Strojne inštalacije del Tames iz Ptuja, elektroinštalacije pa je delala Komunala Ormož z podizvajalcem Elektrokokot Janez iz Tiburc. Gradbena dela pa so izvajali gradbeno podjetje Lipa iz Lenarta. Pri adaptaciji so zamenjali komplet elektroinštalacijo, zunaj na prireditvenem prostoru so naredili 3 elektrognezda za razne prireditve, pridobili dodatno izolacijo na stenah in stropovih dvorane, oder dvorane je ostal enako velik, vendar komplet zamenjan z konstrukcijo in gornjo površino poda. Spodaj pod odrom je sledišče miz. Pridobili in razširili smo kuhinjo z vso opremo, ki spada v kuhinjo. V kuhinji je oprema, ki lahko opremi 150 oseb za razne pogostitve. Spremenili smo garderobo, ki je za sebe pred vstopom v sanitarije. Prav tako imamo montažni balkon, ki je za kamermana in upravljavca scenske tehnike. Vhod na balkon je iz starega stopnišča, menjali smo komplet vrata. Lahko bi vam še našteval marsikaj, vendar če hočete vedeti, me po končanem programu vprašajte in vam bom z veseljem odgovoril na vprašanja, saj sem bil prisoten pri vsakem delu, ki se upravljajo izvajalci. Prav tako sem bil na vsaki koordinaciji, ko smo imeli enkrat tedensko v sami gradnji. Naredili smo tudi 2 asfaltni cesti v Hermanci 118 metrov proti domačiji Makoter, ki je stala 12.972 evrov, ter velikem Brebrovniku proti domačiji Šek 187 metrov, ki je stala 21.860 evrov. Na nogometnem igrišču smo preplastili asfaltno prevleko in dodatno naredili pod igriščem drenažo. Investicija je stala 26.000 evrov. Na pokopališču smo naredili vso dokumentacijo za razširitev vežice, ki je stala dobrih 8.000 evrov. Prav tako ste verjetno opazili, da smo v lanskem letu začeli z urejanjem centra Miklavža. Prvi poseg je bil ureditev okrog spomenika. Namestitev napisnih plošč, odstranitev cimpres ter zasaditev 2 drev z zasajanjem trave ter ureditev tlaka okrog spomenika. Prav tako smo sredstva, ki dobimo za vzdrževanje cest, porabili za izkop jarkov, gramoziranje cest, čiščenje propustov ter izvajanje zimske službe. To je bil kratek pregled dogajanja v letu 2020. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim v občini Ormož, županu magistru Danijelu Vrmjaku in strokovnim službam za vse plodno sodelovanje. Zahvalo namenjam tudi vsem, ki ste kakorkoli prispevali k realizaciji programa in s tem k dvigu kvalitetnega življenja v naši sredini. Na tem mestu vas, spoštovane krajanke, krajani, prosim, da nam sporočite želje, pobude in predloge, ki nam bo vsem polepšal vsak dan. S skupnimi močmi nam bo uspelo. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž pri Ormožu, ki praznuje 100 let obstoja, pa želim iskrene čestitke ob tako visokem jubileju in si želim še naprej tako dobrega sodelovanja. Vam, spoštovane krajanke, krajani, želim prijetno praznovanje. Veselimo se dosežkov, ki jih bomo skupaj načrtovali in izpeljali. Le s skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem, skrbjo za sočloveka in strpnostjo bomo kos nalogam z novim izzivom prihodnosti. Ob 56. prazniku naše krajevne skupnosti vam iskreno čestitam vsem prejemnikom krajevnih priznanj, izrekam iskrene čestitke za trud in delovanje v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu in se zahvaljujem za vse, kar ste postorili, da nam je vsem skupaj lepo v sredi, kateri živimo. Hvala. Hvala predsedniku krajevne skupnosti. Tudi v naši občini Ormož je polno izzivov, projektov, želja in prireditev. In ravno zato je župan še zadržan in se nam bo pridružil kasneje, da se ga bomo kasneje povabili še k besedi. Naše bogatstvo so naši spomini, so pretekli dogodki, so pesmi in zgodbe in naše največje bogatstvo so naši otroci, so naša prihodnost. Prepustimo se besedam, pesmi in glasbi, ki nam jih bodo podarili učenci v svojem kulturnem programu. Te naše pesmi nikdar ne bodo izzvenele. Pele so jih babice, fantje po vaseh,
otročat na paši, žanice, brači, druščine ob peči, na svadbah, v mrličih, veseljaki v krčmah, po tepuhih, romarji na poteh in po svetiščih. Podedovali smo jih od davnine, matere so nam jih z mlekom in uspavanko prelivale v srce. Ves naš rod so prepojile in ga zasanjale v hrepenenje po lepoti, po milini in nesmrtnosti. Vso našo žalost in veselje smo prelili v nje. Te naše pesmi nikdar ne bodo izzvenele.
Vračal se bom k koreninam, k ljubezni do te zemlje, k svobodi naših dedov, k pojoči govorici ljudstva, soncem v srcu in očeh. Tu smo se utaborili in prižgali kresove. Tu smo pili čiste vire in se spenjali k vrhovom naših hrepenenj. Tu smo zasejali zdrava zrna narodove samobitnosti, poštenja in umike, ponosa in časti. Vračal se bom k koreninam in v neokrnjeni zavezi z brati in sestrami zidal in prenavljal vse objemajoči dom. Ta pesem ne bo nikoli speta. Ta pesem bo zvenela iz veka v vek, prek teh polj in šum in trat, dolin, potokov, rek in gora. Spočela se v davnini otroška srca, bila je vrisk sreče in krik brezupni stisk. Bila je šepet tolažbe in molitev upanja. Novoporočenci nosi s seboj poročno noč. Možem in ženam se zajedlo pleča in dlani, starci z njo legajo v grob. Ta pesem ne bo nikoli speta. Ta pesem bo naša, slovenska, na vekomaj.
le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Sreči mi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in se ti vzame. Tega nikdar ne veš. Kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan, ljubezni dan. Sredi zvezd noč in dan se vrti na svet, zemlja pleše tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše tja med zvezde. In z njo grad, vsak oblak, in vse ceste, in celota najin mali dom. Wapa, 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 papara, zemlja pleše tja med zvezde. Wapa, 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 papara, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše tja med zvezde. In z njo grad, vsak oblak, in vse ceste, in celota najin mali dom. In celota najin mali dom. Pa preden nadaljujemo, vidim, da je gospod župan prisoten in bom kar izkoristila to priložnost, pa ga povabila k besedi. Izvolite. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani Krajevne skupnosti Miklavž, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Miklavž, predsednik Krajevne skupnosti Kok, župan središča uprave, ravnatelj osnovne šole, spoštovani ostali zbrani, lepo pozdravljeni v imenu občine Ormož. Kot prvo veliko opravičilo, dogaja se v istem trenutku tudi občinski praznik, imeli smo podelitev najpodjetnika in pa najmladega podjetnika za leto 2020, pa se je žal prireditev malo zavlekla, tako da sem takoj po prireditvi tudi prišel sem med vas. Zdaj, ko se praznuje praznik, se nekako spomnimo, kar smo napravili v preteklosti, zadamo si tudi cilje za naprej in pa nekako se zahvalimo za vso minulo delo vsem društvom, posameznicam, ki so pomembno vlogo prispevale k uresničitvi vsega, kar se je v Krajevni skupnosti Miklavž dogajalo. Konec koncev, kljub temu, da nas je COVID-19 za marsikaj prikrajšal, prireditev skoraj da ni bilo, tudi šolske obveznosti so se vršile na poseben način, tudi konec koncev marsikaj se je zaustavilo tudi v določenih postopkih, nam je v Krajevni skupnosti Miklavž marsikaj tudi uspelo. Stojimo konec koncev, imamo prireditev v eni izmed modernih kulturnih dvoran, katero nam je uspelo z letošnjim letom dokončati. Jaz verjamem in upam, da je prostor poprimeren za razne prireditve, za razna srečanja. Konec koncev ljudje, ki so si to kulturno dvorano ogledali,
so jo tudi pohvalili, tako da verjamem, da bo zainteresiranost okrog najema, okrog samih prireditev velika. Trudili se smo tudi po svojih najboljših močeh, kar se tiče ureditve javnih poti, ureditve igrišča, konec koncev zadaj tudi napravili določene projekte, ki bomo jih pričeli v drugi polovici leta, to se pravi izgradnja sanitarij na igrišču, tudi konec koncev nekaj zadev se je tudi postorilo okrog pokopališča Miklavž, tudi novo podobo je center Miklavža dobil na določenih predelih, ki si je to zaslužil, pa tudi v ostalih delih krajevne skupnosti so se stvari dogajale. Zdaj, kar je tista ena izmed večjih zadev, ki jih pripravljamo še v krajevni skupnosti Miklavž, je ta, da imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, da bomo v kratkem šli k izbiri izvajalca in pa tudi najverjetneje v letošnjem letu že z manjšimi deli pričeli z vrtcem Miklavž. To je tisto nadgradnja, ki jo potrebujemo. Se pravi, kar se tiče oddelkov, kar se tiče velikosti samih oddelkov, moramo za njih poskrbeti, za naše najmlajše in jim tudi ustrezne pogoje tudi nuditi. Investicija je nekako projektno ocenjena na 850 tisoč evrov, pa glede na cene, ki so trenutno, ki jih dobivamo po razpisih, glede na cene, ki so, moram reči, v gradbeništvu trenutno zelo visoke, upam, da bomo za to projektno oceno tudi prišli skozi. Zdaj, občina v tem času tudi praznuje svoj občinski praznik, nekako z zaključkom v petek, z osrednjo proslavo in pa z slavnostno sejo. Uspelo nam je kar nekaj projektov pripeljati v občino Ormož, konec koncev imamo podpisanih pogodb za nekaj več kot 15 milijonov evrov. Uspešno delujemo na energetskih sanacijah, s nami sedi tudi predsednik krajevne skupnosti Kok, pri katerem se je tudi na Kogu se je košarkina hiša energetsko sanirala, dobila novo podobo in verjamem, da bo služila tudi društvom, vsem, ki tam delujejo za njihove dogodke. Skupaj, ker sedi tudi župan središča Obdrave, smo tudi uspešno, bomo rekel, kandidirali in pa nastopili pri dogovoru za razvoj regij in skupaj občine središče Obdrave, občina sedi Tomaž in Ormož, uspeli pridobiti projekt vreden 7,2 milijona evrov in pa dobrih 4,5 milijona evrov črpali iz Evropske unije kot tudi države. Tako da obnovilo se bo 26 km vodovoda, določeni vodohrami se bodo obnovili in pa uspešno že pripravljamo projekte za naprej. Želja nam je, da rekonstruiramo predvsem primarne sekundarne vode in jaz verjamem, da bo v naslednjem dogovoru to uspešno, tako da bomo ta vodovod, ki smo si ga tako dolgo želeli, moram reči, v preteklosti se je že obnavljal, ampak da zaključimo ta projekt, še rabimo sigurno enih dobrih 10 do 12 milijonov, da zadevo pokrijemo. V Ormožu, kar je zelo pomembno in kar je bilo zelo kritično, se izvaja tudi rekonstrukcija čistilne naprave Ormož, ki je vredna nekaj več kot 3,5 milijona evrov. Moram reči, da smo tukaj skorajšen po večini del dobili iz Evropske unije in po države, tako da je le manjši delež padel na proračun občine Ormož. In pa, kar se čakamo, ravno danes smo dobili informacije z Ministrstva za gospodarstvo, da je tudi podpis, se pravi, ze strani ministra in pa s tem izdaja sklepa za sofinanciranje izgradnje komunalnih vodov v obrtni coni Ormož, velikosti 12,5 hektarja. Projekt vreden 2,2 milijona, ravno pri podpisu pri ministru, tako da jaz verjamem, da bo v tem tednu podpisano in da bomo, ker imamo že izbranega izvajalca, bomo v tem mesecu že najverjetneje začeli komunalno opremljati vrtno cono. Imamo 13 prodanih parcel, kateri že iščejo oziroma delajo projektno dokumentacijo. 28. junija sprejmemo drugo mnenje občinskega podrobnega prostorskega načrta in lahko se bodo pričele gradnje podjetij v same obrtne cone. Ogromno se dela na turizmu, na destinaciji Jeruzalem Slovenija, vlagamo in pa velik poudarek dajemo vse tri občine tega ormoškega območja. Nekako si želimo privabiti čim več turistov, pa moram reči, da je tudi privatno zanimanje okrog gradnje namestitev, okrog vlaganja v doživetje vedno večje, tako da jaz verjamem, da ko se zadeva odpere, tudi konec koncev spet so obljubljene bone, verjamem, da bo kar nekaj gostov prišlo v naše lepe kraje in se bo na področju turizma tudi v naši destinaciji videlo. Velik problem nam oziroma velike izzive imamo tudi na področju kmetijstva. Konec koncev trend, ki se je pojavil v letu 2020, ki je napravilo
imamo velike probleme dobesedno na kar velikih področjih, kar na večjih področjih na kmetijstvo. Vinogradništvo, vemo dobro, da se je marsikdo odločil za manjšanje obsega samih vinogradov. Nekako je potrebno zadevo spodbuditi, nadgraditi, nekako ljudi nazaj motivirati, da naš okoliš, ki je poseben po vinogradniških legah, po vinorodnem okolišu, da ne izgubi svojega pomena in da ne izgubimo teh teras, ki krasijo trenutno naše Ljutomersko-Ormoške gorice, tako da se lahko na tem udejstvujemo. Glede na to, da se zadeve odpirajo, jaz verjamem, da bomo tudi na tem uspešno delali naprej in premaknili te zadeve. Projekti, ki se bodo tudi izvajali, so kolesarske poti, cestna infrastruktura, torej modernizacije cest so se pravkar pričele po občini Ormož vršiti, tako da se bo tudi v krajevni skupnosti Miklavž, kjer so predvidene tudi konec koncev z občino Središče ob Dravi, v enem odseku sodelujemo, tako da se bo tudi ta cestni odsek napravil. In jaz verjamem, da bo tudi na tej cestni infrastrukturi marsikaj dobljenega in pa da bo tudi marsikomu olajšalo pot do svojega bivanja. Da nisem predolg, rad bi se zahvalil vsem društvom, ki delujete v krajevni skupnosti Miklavž, ki dajete z svojim udejstvovanjem pomembno noto, podporo sami krajevni skupnosti Miklavž, kot tudi občini Ormož. Moram reči, imamo iz krajevne skupnosti Miklavž tudi prvega viničara mestnega vinograda, gospoda Saška Štamparja, Martina prvega ormoškega, s katerim smo tudi uspeli v letošnjem letu napolniti prvo steklenico županovega šipona. Zahvalil bi se ob tem tudi kulturno-turističnemu društvu Miklavž pri Ormožu, ki vedno spremlja našega Martina prvega ormoškega tudi pri vseh prireditvah v okviru mestnega vinograda in pa vse, kar je povezano z vinom in nam seveda s tem tudi dodaten doprinos sami občini Ormož daje. Iskrena zahvala vsem ostalim društvom. Vem, da se je Miklavževski praznik začel že tudi z turnirjem, tudi iskrena hvala vsem ostalim društvom, ki nekako pomagate za družabno življenje, za dvig družabnega, bi rekel, nekega nivoja v sami krajevni skupnosti Miklavž. Zahvalil bi se tudi krajevnemu svetu Miklavž pri Ormožu z predsednikom na čelu za konstruktivno sodelovanje in pa za vse ideje, predloge in želje, ki jih krajevna skupnost Miklavž ima. Tako da verjamem, da bomo si tudi za leto 2022 začrtali pomembne projekte, ki bi nekako dodano vrednost dali naprej samemu Miklavžu, samemu razvoju Miklavža in da bi se pravi bile vsi ti pogoji, ki so nujni za življenje tukaj krajank in krajanov, nekako omogočene. Pomembno noto tudi danes na tej prireditvi vsekakor daje osnovna šola Miklavž pri Ormožu skupaj z vrtcem, kateri nam vedno seveda tudi pomagajo na občinskem nivoju kot na nivoju krajevne skupnosti. Zato iskrena hvala tudi osnovni šoli Miklavž z vrtcem pri vseh spodbudah, pri vseh njihovem angažiranju. Tako da vam, krajanke in krajani Miklavža pri Ormožu, pa še enkrat iskrene čestitke, ker tudi sam prihajam iz krajevne skupnosti Miklavž, iz Miklavža pri Ormožu, dobro poznam dogajanje tukaj. Tako da spomnim tekom naprej kot do zdaj. Krajevna skupnost Miklavž je vedno stremela k temu po nekih novih dogodkih, po nekih novih prireditvah, po nekem novem udejstvovanju. Zato tudi zahvala vsem predsednikom, ki so delovali predtem, pa tudi z velikim poklonom in pa iskreno zahvalo tudi ob tem prazniku, ki je po epidemiji. Bi se zahvalil tudi bivšemu predsedniku krajevne skupnosti Miklavž, Emiliju Trstenjaku. Tako da iskrena hvala predsednik, iskrena hvala vsi, iskrena hvala svetniki, pa iskrena hvala tudi vam, krajanke in krajani Miklavža pri Ormožu, za ves vaš trud in za vso včasih potrpežljivost, če se občina Ormož kdaj takoj ne ozove. Hvala. Hvala županu. Kot vsako leto je praznovanje krajevnega praznika priložnost, ko se krajevna skupnost zahvali tistim krajanom ali društvom, ki s svojim delovanjem prispevajo k boljši kvaliteti življenja in razvoju našega kraja.
Komisija za priznanja je letos na osnovi prispelih vlog in razpisanih kriterijev podala predlog dobitnikov Svetu krajevne skupnosti, ki je predloge potrdil. Tako bo Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu ob 56. krajevnem prazniku podelila 4 posebna priznanja ter bronasto, srebrno in zlato plaketo. Naziv častni krajan se ne podeli, ker ni bilo podanega predloga. Predsednico Komisije za podeljevanje plaket in priznanj gospo Miro Lah in Boštjana Kosanča, predsednika Krajevne skupnosti, prosim, da se mi pridružita na odru. Pa poglejmo, kdo so dobitniki plaket in priznanj. Posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž na predlog gasilskega društva Hermanci dobi Anja Čurin. Anja Čurin je izjemno predana, umirjena in premišljena gasilka, ki kljub svoji mladosti, svojim delom in zagnanostjo daje vzgled in zagon sovrstnikom in drugim, ter na ta način privablja in zagotavlja ohranjanje gasilstva v naših krajih. Svoje lastno znanje s pridom izkorišča v gasilski organizaciji in na ta način prispeva, da so gasilsko interveniranje in gasilske aktivnosti še popolnejše in učinkovitejše. Še posebej se je Anja izkazala in se izdatno angažirala pri delu z gasilsko mladino. Že več let je kot predstavnica mladih, članica upravnega odbora društva in vodja najmlajših gasilcev v prostovoljnem gasilskem društvu Hermanci. Tako Anja za gasilske pionirje organizira gasilske vaje in se s pionirji udeležuje gasilskih taborov in tekmovanj. V zahvalo za opravljeno delo se Ani Čurin podeli posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž. Čestitamo. Stanko Peserl je član prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, postal že kot osnovnošolec leta 1974. Kot mlad gasilec je stremel k temu, da bi se dovolj seznanil in izobrazil v gasilskih veščinah. Tako je na raznih izobraževanjih dosegel čin gasilca 2. stopnje. V društvu je opravljal različne funkcije in zadolžitve. 10 let je opravljal operativno funkcijo voznika, bil je predsednik častnega razsodišča gasilskega društva ter član upravnega odbora. V današnjem času opravlja funkcijo člana disciplinske komisije. S svojim aktivnim članstvom je v gasilskem društvu skrbel, da je društvo raslo in se razvijalo. Svoje gasilsko poslanstvo je dosledno izvrševal in izpolnjeval na številnih intervencijah. V vseh teh letih je bil nepogrešljiv pri pripravah raznih prireditev in dogodkov v organizaciji domačega društva in gasilske zveze. Društvo izdatno pomaga tudi s svojimi finančnimi prispevki in prevozi. Veliko truda je vložil tudi v obnovo gasilskega doma. Zahvalo se za opravljeno delo Stanko Peserlu podeli posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž na predlog prostovoljnega gasilskega društva Miklavž prejme tudi Boštjan Kosanč. Član gasilskega društva je Boštjan postal že kot 10-letni fant.
Opravil je razna usposabljanja in si tako pridobil pomembne veščine. Opravil je osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupine, za vodjo enote, za mentorja mladine, tečaj za uporabnika radijskih postaj. Dosegel je čin gasilskega častnika 1. stopnje. Društvo je opravljal različne operativne in organizacijske funkcije. Bil je član upravnega odbora, podpredsednik in dolgoletni predsednik društva. Opravljal je funkcijo podpoveljnika gasilske enote 2. kategorije in funkcijo člana poveljstva gasilske zveze. Za svoje delo v gasilskem društvu je prejel številna odlikovanja. Boštjan Kosanč aktivno sodeluje na različnih področjih delovanja gasilskega društva in je s svojim delovanjem doprinesel k razvoju gasilstva. Velik poudarek je in daje opremljenosti in usposabljanju. Na skoraj vseh intervencijah sodeluje pri pomoči poškodovanim in obolelim osebam. Pod njegovim vodstvom je gasilski dom pridobil današnjo podobo. Veliko svojega časa je namenil organizaciji pri obnovi gasilskega doma, aktivno pa je sodeloval tudi pri različnih fizičnih delih pri obnovi. V času, ko je bil predsednik, je društvo ustanovilo gasilski muzej in tako je tlakoval pot za obratovanje muzeja. V zahvalo za opravljeno delo prejme Boštjan Kosanč posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž. Čestitamo. Posebno priznanje prejme Emil Fekonja. Emil Fekonja se je v prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu včlanil že kot osnovnošolec leta 1974. Kot mlad gasilski navdušenec se je nenehno izobraževal in izpopolnjeval. Opravil je osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, opravil je tudi tečaj za mentorja mladine in vodjo skupine. Ima čin višji gasilec 1. stopnje. V gasilskem društvu je opravljal različne operativne funkcije, od člana nadzornega odbora do predsednika komisije za mladino. Sedaj je član upravnega odbora. Prav tako je član komisije za zgodovino in namestnik predsednika gasilskega društva. Emil Fekonja je za svoje delo prejel številna odlikovanja. Med njimi tudi značko za 40 let dela v gasilstvu, gasilsko plamenico 2. stopnje, značko za 30 let dela v operativi in zahvalno listino civilne zaščite občine Ormož ter zlato spominsko medaljo za nesebično pomoč. Dejavno sodeluje in pomaga na vseh prireditvah in dogodkih domačega gasilskega društva in gasilske zveze. Zavzema se tudi za dobro usposobljenost in opremljenost gasilcev. Sodeloval je pri ustanovitvi gasilskega muzeja prostovoljnega gasilskega društva Miklavž. Ureja gasilske eksponate in vodi obiskovalce po razstavi. Za vso opravljeno delo prejme Emil Fekonja posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Bronasta plaketa se na predlog krajevne organizacije Rdečega križa Hermanci podeli gospe Bredi Tomažič. Breda Tomažič je postala članica Rdečega križa Slovenije leta 1977. Sedaj v krajevni organizaciji Rdečega križa Hermanci opravlja delo tajnice in brez nje si člani krajevne organizacije težko predstavljajo delovanje organizacije. Delo tajnice opravlja vestno in natančno ter z veliko mero samoiniciativnosti in neizmerne požrtvovalnosti.
Krajani Vuzmetincev in Hermancev ter drugih krajev poznajo Bredo kot skrbno in ljubečo osebo, ki je vedno pripravljena pomagati. Vedno poskrbi, da je na aktivnosti krajevne organizacije Rdečega križa Hermanci povabljen vsak član in že več kot 20 let skrbno piše zapisnike sestankov in skrbi za arhiv društva. Bredo pa krasijo tudi druge vrline, ki so v današnjih časih tako zelo potrebne. Zelo rada pomaga starejšim krajanom, jih obišče na njihovem domu ali se jim posveti v pogovoru. Vsako leto organizira novoletno obdaritev starejših krajanov, tako tistih, ki bivajo doma, kot tudi tistih, ki bivajo v domu starejših. V času, ko so bili obiski zaradi epidemioloških razmer onemogočeni, je s telefonskimi pogovori skrbela, da so starejši krajani bili manj osamljeni in manj žalostni. Breda Tomažič zelo dobro pozna krajane ter njihove potrebe, kar vsekakor kaže na to, da je zelo srčna in občutljiva na stiske ljudi. V zahvalo za opravljeno delo se gospe Bredi Tomažič podeli bronasta plaketa Krajevne skupnosti Miklavž. Čestitamo. Vidim, da je gospa Breda trenutno odsotna, pa ji bomo priznanje oziroma plaketo izročili kdaj drugič. Srebrno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu prejme Strelsko društvo Jože Kerenčič. Strelska družina Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu je bila ustanovljena decembra 1960 pri Miklavžu na pobudo takratnega oddelka za ljudsko obrambo pri občini Ormož in na pobudo Zveze rezervnih vojaških starešin Miklavž. Pobudnik je bil Franc Lorenčič, ki je bil tudi prvi predsednik strelske družine. Njegova najožja sodelavca sta bila Janez Zadravec in Janko Lah. Na začetku so v strelski družini delovali le člani Zveze rezervnih vojaških starešin, leta 1961 pa so se začeli vključevati tudi ostali krajani. Strelska družina je na ustanovnem občnem zboru s soglasjem svojcev narodnega heroja Jožeta Kerenčiča oblikovala sklep, da se društvo poimenuje po njem. Prvič je strelska družina na strelskem tekmovanju nastopila leta 1962 v Miklavžu. Tekmovanja so se udeležili pionirji iz osnovne šole Miklavž. Družina je imela takrat v lasti 2 zračni in 1 malokalibersko puško. Med 9 strelskimi družinami v občini Ormož je bila domača strelska družina kljub skromnemu številu orožja po rezultatih največji konkurent vsem ostalim. Zaradi slabega finančnega stanja je družina iskala pomoč tudi pri krajanih. Čas je prinesel tudi velike spremembe v delovanju društva. Porodilo se je zanimanje za zračno pištolo. Novo disciplino je v društvo prinesel odličen strelec Miran Miholič, ki je s trdim delom in disciplino dosegel izjemne rezultate. Sledili so mu tudi drugi mladi strelci. Kmalu se je najboljša ekipa uvrstila v 2. državno ligo. Leta 2004 so se udeležili tudi državnega prvenstva v Portorožu. Leta 2009 se je društvo okrepilo z najboljšima strelcema zračne pištole v Sloveniji, bratoma Simonič. V sezoni 2009-2010 so osvojili naslov državnih prvakov v ekipni in posamezni konkurenci. Aleksander Ciglarič je postal državni prvak. V isti sestavi je ekipa dosegla vrsto odličnih rezultatov v mednarodnem in svetovnem merilu, kar je tudi največji dosežek miklavških strelcev. Od leta 2010 pa vse do danes je ekipa v sestavi bratov Simonič in Aleksandra Ciglariča kar nekajkrat postala državni prvak v streljanju z zračno pištolo. Tudi na drugih tekmovanjih se uvršča v sam vrh. Od leta 2016 se je društvo svojo ekipo vključilo tudi v veteransko državno tekmovanje, kjer posega po najvišjih mestih. Veteran nad 60 let, Alojz Trstenjak, je na tekmovanjih vedno med prvimi 3.
Društvo zelo vestno skrbi za dobre pogoje za trening. Tako so leta 2019 obnovili streho strelišča, leta 2020 pa so prenovili notranjost. Veliko motivacije in dobre volje prinašajo med strelce mlajši člani. Ponosni so, da imajo kljub pomanjkanju otrok in nekoliko slabšemu zanimanju za strelski šport v svojih vrstah odlično strelko Nino Bokša, ki zastopa društvo slovenski strelski reprezentanci. Zaradi vsega naštetega se strelskemu društvu Jože Kerenčič podeli srebrno priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Zlata plaketa krajevne skupnosti Miklavž se na predlog kulturno-turističnega društva posthumno podeli gospodu Emilu Trstenjaku. Gospod Emil Trstenjak se je rodil 12. julija 1959. Po končanju osnovni šoli se je izučil za mehanika, na kratko opravljal ta poklic in se kmalu zaposlil kot šofer avtokočevja. Leta 1983 se je poročil in ustvaril družino. Med leti 1991 in 2008 je bil samostojni avtoprevoznik, kar je pomenilo veliko skrbi, veliko odrekanj in veliko odsotnost od svoje družine. V svojem prekratkem življenju je ogromno svojega časa namenil delovanju v krajevni skupnosti Miklavž. Bil je tako rekoč član vseh krajevnih društev. Kot mlad je bil član mladincev, igral je v igri A njega ni. Kot velik ljubitelj petja je bil ustanovni član Miklavškega okteta. Na njegovo pobudo se je leta 2009 turistično društvo Miklavž pripojilo kulturnemu društvu Miklavž in se iz kulturnega društva preimenovalo kulturno-turistično društvo Miklavž. Kulturno-turistično društvo in Miklavški oktet je gospod Emil nenehno podpiral pri njihovem delovanju, ne samo kot član društva, pač pa tudi kot predsednik krajevne skupnosti, ki si je prizadeval za prenovo prostorov, ki so se v njegovem času dali v uporabo tudi kulturno-turističnemu društvu. Z društvom je v okviru folklornih skupin bil prisoten na marsikaterem nastopu, gostovanju skupine tudi v tujini in bil njihov podpornik ob njihovih letnih koncertih. Prizadeval si je za prenovo dvorane in pod njegovim vodstvom so bili speljani začetni koraki prenovi dvorane. Bil je član in dolgoletni, kar 14 zaporednih let, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Miklavž. Pod njegovim predsednikovanjem so še bolj aktivno pristopili gradnji nedokončanega gasilskega doma, naredili fasado na domu. Vse je organiziral, nabavil material in vse prevoze s tovornjakom opravil brezplačno. Po prevzemu predsedniške funkcije je prve 3 mesece pomagal društvu, ki je bilo brez denarja. Plačeval elektriko, telefon in vodo. Vozilo so tankali na njegov račun na kombinatovi črpalki. Stroške so mu vrnili, vso gorivo pa je podaril. Ko so nabavljali vozilo tam 90 TS, je 5 članov prostovoljnega gasilskega društva posodilo društvo po 100 mark, on pa 1000 šilingov. Njemu zadnjemu so vrnili denar šele po nekaj letih. Takrat je Emil, tako pravi gospod Mirko Fekonja, noč in dan bil vpet v delo društva, kljub temu, da je bil samostojni podjetnik. V osamosvojitveni vojni je pod njegovim vodstvom gospoda Mirka Fekonja opravil vse potrebne intervencije, ki so od njega in drugih zahtevale veliko poguma, znanja in solidarnosti. Kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva Miklavž se je veselil praznovanja 70. in 80. obletnice društva in novo pridobljenega gasilskega avta, ki so mu pozneje montirali še cisterno z vodo in visokotlačno črpalko, prve dihalne aparate in drugo opremo. Pri prevzemu predsedniške funkcije se je zavzemal tudi za ureditev arhiva in natančno vodenje zapisnikov, knjigočlanstva, požarno knjigo in druge evidence.
S Fekonjevim Mirkom je bil pobudnik za ustanovitev gasilskega muzeja in Mirko pravi, da se je Emil takrat zavedal, kaj pomeni vodenje natančnih evidenc, kaj pomeni zgodovina in zapisi. Če ne bi bilo njega, gasilskega muzeja pri Miklavžu ne bi bilo. Bil je velik, požrtvovalen in dober gasilec. Z velikim veseljem je bil tudi član društva starodobnikov. Zelo rad je pokazal svojega prenovljenega Fergusona. Športno društvo Mladost iz Miklavža je bilo spremljevalec njegovega življenja, delo v odboru, tekmovanja, delo z mladino in seveda vsa vesela športna dogajanja. Kot vodja sekcije za planinarjenje je člane športnega društva popeljal na Triglav, Mangart, Triglavska jezera in druge slovenske vrhove. V nogometnem klubu Ormož se je včlanil skupaj s sinovoma, ko sta bila še otroka. Prostovoljno je pomagal pri delih ob gradnji športnega parka, več mandatov bil član upravnega odbora. Še vedno je bil aktiven kot golman veteranov. Bil je neusmiljen, zaupanja vreden in 100% predan svoji ekipi in tudi težko je prebolel poraz. Te njegove osebnostne lastnosti so se odražale tudi v delu predsednika krajevne skupnosti Miklavž, kjer si je prizadeval za dobro ljudi, za nove ceste, za prenovo dvorane, vežice, tega in onega krajevnega projekta. Predsednik krajevne skupnosti je bil polnih 12 let in opravil mnogo tega, česar se na kratko ne da opisati. Bil je politično aktiven, član Slovenske ljudske stranke, imel je najdaljši staž v občinskem svetu Ormož. Bil je tudi član Rdečega križa, vojni veteran in žal komaj nekaj mesecev član društva upokojencev Miklavž. Cesta in avto sta bila njegov drugi dom in ravno tu se je žal mnogo prerano sklenila njegova življenjska pot. V zahvalo za opravljeno delo se gospodu Emilu Trstenjaku posthumno podeljuje zlato priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom priznanj in plaket in spoštovani nagrajenci, če bi želel kdo med vami z nami deliti kakšno misel ob prejemu nagrade, vas lepo vabim k besedi. Lepo pozdravljeni v Emilovem imenu. Vemo, da bi tudi v tem trenutku imel kar marsikaj za povedati. Nažalost, to več ni mogoče. Tudi danes moje srce bije za oba. Dovolila bi si tudi zahvalo v imenu vseh dobitnikov plaket in priznanj. O njegovem delu je bilo že marsikaj povedano. Jaz bi hotela samo mogoče eno misel glede nas kot družine, ki smo spremljali njegovo delo, ki smo ga podpirali in vedno bili z njim kot družina. Bili smo marsikdaj tudi ljubosumni na njegovo delo, saj je marsikateri trenutek, marsikateri čas, ki bi ga lahko preživeli skupaj, bil odsoten tudi zaradi svojega dela, ki ga je namenil vsem krajanom, predvsem dobrodelno. Vsakem želela bi tudi, da in upam, da je vedel, da smo ga podpirali pri vsem in da smo ponosni na njega. Hvala. Hvala lepa.
Kaj zagledamo, ko si v mislih pričaramo naš Miklavž? Okrog in okrog zelene griče, porasle s trto, v središču belo cerkvico, šolo, vrtec, plasti pokošene trave in tam za gasilskim domom izvir čuparijo in v zemlji potuhnjen miklavški zmaj. Zmaj v čupariji. Mikloš je pracek veka ves. Miklošovskomu centru pa se reče purga. Tote purge pravzaprav nega več kot za eno dobro frtušjačo. Tako vse vkup ne bi bilo vredno guča, če ne bi bilo nekaj 10 metrov kraj slavnega izvira čuparije. Od starih ljudi sem čul praviti, da se je na totem mestu zarovo v zemljo strašno veki zmaj. Lintvor, kak so mu nekaj rekli. Tisti v Ljubljani je, če ga primerjam žin, pravi zagijenec. Toti naš je svojo glavo porinil tijam po cirkvu. Rek pa glih teko, ki ga je še skril v čupariji. Te pa je zospo, pa spiše gneš jedin. Kdo pa spoji včasih malo premekne glavo, pa se že pokažejo pokje na cerkvenih zidih. Glih letos so je pa mogli zaribavati. Ve se je tisto podstje čisto razklopotalo, pa tudi na štengah se vidi, kar resen jako nemirno spi. Kdo je bila čuparija še odprti izvir, so neverni Tomaši lahko večkrat na leto videli, kak je zmaj zmigal z repom, zato ker je te nekaj dni vjorek tak lokalna voda. Toto povedko je že pred dolgimi letami zapisal Ciril Vnuk, zdaj pa upokojeni miklavšovski zmaj, baje. Studencu je falo
Legenda o našem zmaju živi, vsi jo poznamo, mali in veliki, mladi in stari. In danes vam našega zmaja predstavljamo. Je velik, pa ne strašno velik, ne gleda prehudo, je ravno pravšnje barve, na repu ima kapljice ščuparije, na hrbtu pa nosi puto z domačim prleškim grozdjem. Meni se zdi prav lušten, če ljubljanskih primerjavi z njim zagijeni, pa presodite sami. Hvala vsem, ki ste kulturno-turističnemu društvu Miklavž pomagali do maskote zmaja. Hvala gospe Nuši Šimonič za idejno skico in vse, kar je bilo potrebno, da je maskota nastala. Hvala vsem, predvsem gospodu Dejanu Vnuku, za donacije in hvala vsem, ki še nameravate donirati. Brez vas bi ta naš zmaj ostal brez repa ali pa ene noge. Miklavški zmaj, želimo si, da boš lahko velikokrat del naših prireditev. Kje so toti naši dede? Pa resem, kje so te, kje te hodijo? Ja, kaj pa mislite? Čupariji in mlada dekline gledijo, kak cote parajo? Ali pa sedijo v gostilni pri Gorenjke? Vse ne na nik še vrhunsko stotih naših dedov. Samo zgodba. Da bi bolj prišli sin, kaj bi to dvorano brže otvorili. Dobar dan, dobar dan. Adranska. Kaj to neša gostilna pa nekaj? Slišili smo pa vračali. Čuva ceni Miklavž pokošan. Dobar skos. Simoničevi so pokosili, Travšek je pokusil, vsi so pokusili. Kaj najprej stimo tu za to? Ki pa imata več zmajev, pa ki vas je več zmajev. Pokozali bom zmaja. Jaz sem svojega že pokozala, zdaj pa še vi je pokošta vsak še svojega zmaja. Ja dobro, ne? Tako te namo to nekaj drugo čakali, jo bom nas ofno toto dvorano. Dobro, te pa bomo sprobali. Seveda. Današnja slovesnost o praznovanju 56. krajevnega praznika z otvoritvijo naše dvorane se zaključuje. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali ustvariti kulturni program ob današnji slovesnosti, gospe Simoni Klasinc, gospodu Cirilu Vnuku, članom kulturno-turističnega društva Miklavž, Miklavškemu oktetu in folklorni skupini, našemu Miklavškemu zmaju in gospodu Leonu Lahu, scenaristu današnje slovesnosti. Spoštovani krajani, vrata naše prenovljene dvorane bodo na široko odprta jutri, četrtek, od 4. do 7. ure zvečer. Vabimo vse,
ki bi si radi novo pridobitev ogledali tudi v živo. Spoštovani gostje, hvala za vaš obisk. Spoštovani gledalci, ki ste si našo prireditev ogledali preko televizije Ormož, najlepša hvala in lep večer še naprej. Sedaj pa prosim predsednika krajevne skupnosti in goste k poklonu našim rojakom s položitvijo venca ob spomeniku narodno-osvobodilnega boja. Nasvidenje naslednjo leto.